Dober večer, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Včeraj zvečer je bila v Cankarjevem domu težko pričakovana premiera opere Sirski brivec. Dogodka se je udeležila tako rekoč vsa kulturno-politična elita. Tam je bil celoten državni vrh, večina ministrov, nekateri poslanci, lobisti, strici iz ozadja, skratka vsi, ki v tej državi kaj pomenijo. Sirski brivec je opera v 3 dejanjih. Začne se z begunsko krizo, nadaljuje z integracijo v novem okolju in konča z deportacijo. Poglejmo kratek odlomek iz predstave. Današnje izvedbe in cela opera so šle preko neke običajne mere in meje. Jaz jih ta moment ne želim komentirati, ker gre za nek svečan dogodek. Bom pa zagotovo zvečer na Twitterju napisal, kaj si mislim o tem. Mislim, da Slovenci pa se redko hodijo na opero, se nekako ne zavedajo, da je pravzaprav to tisto, kar opredeljuje njihovo življenje, ne? Slovenci so bolj pravljeni se resno angažirati za šport, za kakšno veselico, pa tako naprej. To je pa za figa. Hečemo zdaj reči, seveda ni vse tako, kot bi človek želel, ne, ampak dober je, če pa pomislimo, kako bi bilo lahko, slabo smo pa lahko zadovoljni. Katastrofa, čist še je šlo narobe, treba je narediti širšo analizo, ampak v glavnem mislim, da je ansambel ni izkoristil svojih potencialov in to je zelo veliko razočaranje. Jaz bi temeljni razlog za temeljni problem smatral livretu, ki je pač ceneno sranje. Takole so predstavo videli nekateri eminentni gostje, v studiu pa zdaj pozdravljam oba naša komentatorja. Živo, dober večer. Dober večer. Tudi videla sta bila na premieri, je bilo res tako morbidno, kot zgleda. Ok, jaz sicer nisem operni kritik, niti si ne želim biti, ampak če bi že jaz sprašuješ, bom rekel takole, ne. Sirski brivec je opera, zaradi katere bi mogel odstopiti ali predsednik vlade ali pa kulturni minister. Oba tega ne morete preživeti, ne. Zakaj? Glej, ta predstava se ne bi smela zgoditi, ne. Prvič, ker ni pocen, drugič, ker krši vse konvencije o človekovih pravicah in tretjič, ker nam z njo premier in kulturni minister sporočata, da je birokracija gospodar človeških duš, ne. Kaj praviš, Matej? No, tukaj se moram strinjati z Marcelom. Jaz toliko bedne predstave še nisem videl. Ena sama tragedija, ki se vleče in vleče. Najprej tiste neskončne kolone beguncev in migrantov, potem, ko si človek nekako pomore, na novo zaživi, potem ga pa hočejo deportirati. No, ne moremo mimo publike in vstopnic. Karte so se menda delile po principu malo za njih, veliko za nas. No, to je pa kriminal posebne sorte. Da vabila ni dobil Janez Janša, je po moje prvovrstni škandal. Predlagam, da kar prisluhnemo, kaj je povedal. Meni edinemu od vseh niso poslali vabila za opero. A veste opero? Predstavljajte si, da vas nekdo ne povabi na predstavo. Vi pa ste največji ljubitelj opere, imate vsa zbrana dela, Verdija, Mozarta, Puccinija, Wagnerja in tako naprej. Ampak pravijo, da so vam vabilo poslali, ampak da ga niste želeli prevzeti. Seveda bi ga prevzeli in počakali na odločitev odvetnikov. Vendar Slovenska demokratska stranka vabila pač ni dobila. No, komu zdaj verjeti? Janezu Janši in SDS ali tistim, ki so pošiljali vabila? Meni se zdi, da imate tako Janša kot SDS probleme s to priporočeno pošto, ne. Če bi jim vabila dal v kasec, verjem, da bi bili vsi tam in ne bi beni oko zaradi kart, ne. No, Marcel, sorry, ampak stvari niso tako enostavne. Jaz mislim, da ravno ta primer kaže zelo jasno sliko delitve ljudi na prvo in drugorazredne. No, gledajte, ne, če se imajo eni za drugorazredne, kaj so pol begunci, ne? A tretjorazredni, petorazredni, ne? Begunci bodo že našli pot, še vedno so jo. Bolj me skrbi za naše ljudi. Kam bodo šli oni, ko pridemo do zadnjega dejanja? Kam? Verjetno na kako čik pazo, ne kam pa nej. Hvala obema za pojasnilo.